Danes tukaj na Trgu Svobode poteka tekmovanje koles, ki so jih izdelali študenti. Na kakšen način ta kolesa sploh delujejo? To so v bistvu e-kolesa in sicer dve vrsti e-koles. Normalna e-kolesa in tako imenovani pedeleki. Torej, normalna e-kolesa so v bistvu kot skuter z električnim motorjem, pedelek je pa v bistvu izvedba e-kolesa, pri katerem električni motor samo pomaga pri pogonu. In če pogledamo, bom rekel, tile električni skuterji bi bili eventualno zelo zanimivi za mlajšo generacijo, kdo pa pravi, da mora biti njihovo prvo vozilo ravno motorno kolo na bencinski motor, lahko je tudi na električni. Recimo, kje bi pa bili zanimivi pedeleki, recimo pri starejših, ki radi kolesarijo, imajo pa mogoče že probleme pri kakšne vzpone ali kaj takšnega. To so nekako bile povratne informacije od ljudi, ki so te stvari preizkusili. Koliko teh koles, koliko ekipa danes je tukaj? Tule je trenutno 6 ekip in sicer prihajajo iz Univerze v Celovcu, dve ekipi iz Univerze v Ljubljani in dve ekipi iz Univerze v Mariboru. Kaj pa sama izdelava teh koles? Je to dolgotrajen postopek? Poglejte, ideja pri tem tekmovanju je bila, da omejimo proračun, ki ga imajo študenti na razpolago. To je bilo 500 € brez DDV-ja. Zato bi lahko šli v trgovino in kupili enostavno električno kolo, ampak nobena ekipa ni naredila tega. Vse ekipe so nekako bile mnenja, da lahko svojim znanjem naredijo več, kupili so določene komponente, določene stvari so pa naredili sami. Nekatera kolesa, smo slišali, dosegajo tudi vrtolomne hitrosti. V tem primeru bom rekel, ker se gre za tekmovanje, ta zadeva načeloma ni problematična, s tem, da mislim, da nobeno kolo tule ni doseglo več kot 50 km/h. Drugače, za vožnjo po kolesarski stezi pa veljajo omejitve. Motor 250 W in maksimalna hitrost 25 km/h. Se jih polni lahko doma na normalno vtičnico? Ja, vse te baterije se da polniti na normalno vtičnico. Z enostavnimi napajalniki, ki so običajno priloženi.